Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pred nami je drugi polčas 9. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Naše kamere pa snemajo obračun med Cirkulanami in prevaljskim Korotanom. Po prvem delu je izid izenačen 0:0. Spremljali smo izjemno čvrsto nogometno predstavo na obeh straneh, nekaj priložnosti za zadetek, a na koncu se mreži nista zatresli. Sredine igrišča za ta drugi del bo krenil Korotan, ki ta obračun igra v svojih tradicionalnih modrih dresih, na drugi strani pa Cirkulane v oranžnih. Triplat na mestu Majcen. Na koncu igra z roko Triplata. Po večini prvega polčasa so terensko premoč imeli gostja Cirkulane preko hitrih protinapadov in hitrega prenosa žoge iz obrambe v napad. So ogrožale vrata vratarja Vidovška. Živič. Lipavšek, Orlač, Cimerman, izbija Korpar, Kuzma. Še vedno v prodoru Kuzma. Grob prekršek na koncu Kuzme, ki je nekoliko izgubil živce v teh trenutkih. Prosti strel. Hutmajer. Triplat. Še vedno v posesti Triplat. Na koncu prekršek nad napadalcem gostov. Hutmajer na levo stran proti Korparju. Orlač je iskal Kajzerja, vmešal se je Klarič, prekršek je storil Kajzer. Prosti strel bo izvedel Grešovnik. Najvišji v skoku Sitar. Grešovnik tokrat pa nenatančen, čist mimo je zadev žogo Grešovnik v tej situaciji. Pred nekaj trenutki pa smo videli kar komično situacijo, a obračun se nadaljuje, jasno, obojni še vedno želijo, iščejo ta zadetek, ki bi lahko kaj bil ključnega pomena oziroma prav en gol bi lahko odločil ta dvoboj. Obojni kar čvrsto stojijo v obrambi, vsaj zaenkrat. Izbija Blaž Cesar, Orlač. Lepo je videl tekajočega Cimermana. Cimerman je hiter, na drugi strani se je odkrival Živič, pravočasno pa z reakcijo v obrambi Leskovec. Borovnik. Klarič.
Korpar je iskal iz avta Majcen. Cimerman. Veliko prostora ima na levi strani Uroš Cesar. Nanj pritiska Kuzma. Prvi udarec iz kota za Cirkulane v tem drugem polčasu, skupno četrti. Pravočasno izvrat Vidovšek. Koncu bo žoga za Cirkulane. Živič vrača Cesarju. Ta proti Urošu Cesarju oziroma proti Blažu Cesarju. Na desni strani Pal. Pal je lepo našel Živiča, ta je s prsmi iskal Cimermana. Triplat, umešal se je Blaž Cesar, Klarič, znova v posesti Triplat. Triplat takoj spodajal prostor proti Kuzmi. Lepo Korpar. Na koncu pa prehitra podaja Korparja proti Grušovniku. V tem drugem delu zaenkrat še brez kakšne resnejše priložnosti na eni ali drugi strani. Najvišji Klarič. Orlač vrača Lipavšku, še enkrat več na mestu Leskovec. Prekršek Triplata nad Blažem Cesarjem. Cirkulane so v tej sezoni zaenkrat dosegle 12 zadetkov, prejeli so jih 6. Najboljši strelec ekipe je s 5 goli Cimerman, 4 sledi Cesar, prejeli so 18 rumenih kartonov, največ 4 ima na svojem računu Bojnec, po 2 pa so vknjižili Cesar, Cimerman, Majcen in Travnikar. Prejeli so tudi že 2 rdeča kartona. Največ minut pa sta na igrišču preživela Toplak in Zajec, in sicer vseh 720. Tako Cirkulane kot Korotan letos še vsaj zaenkrat niso odigrali neodločenega rezultata. Obojni si delijo 3. mesto, kar se tiče statističnega podatka glede najvišje zmage v sezoni. Cirkulane so v prvem krogu z 0:4 ugnale Zreče, Korotan pa je z istim izidom
v četrtem krogu ugnal Šmarje. Še vedno žogo posesti domačih Grušovnik. Kajzer, veliko prostora ima Kajzer, takoj na desno stran proti Palu. Na obračunih Cirkulan se je zaenkrat zbralo 528 gledalcev, kar jih uvršča na 9. mesto med vsemi klubi, od tega 276 na domačih in 252 na gostujočih preizkušnjah. Pal, Triplat na desni strani je iskal Kuzmo, obrambo Severni Živič. Hutmajer, težave za Hutmajerja, na koncu prekršek Klariča. Dovolj hiter Majcen proti Cimermanu in 1-0. Strelec zadetka za domače. Cimerman, izjemno hitro so to odigrali nogometaši Cirkulan. Prvo diagonalna podaja Blaža Cesarja proti Majcnu. Ta spodajal v kazenski prostor, kjer je bil najbolj spreten in na koncu tudi natančen. Cimerman, ki je tako dosegel svoj 6. zadetek v letošnji sezoni. Mislim, da lahko rečemo zasluženo vodstvo domačega moštva, glede na prikazano v tem drugem polčasu. Cel čas so nekako iskali to hitro podajo in sedaj jim je tudi uspelo, na koncu pa, kot že rečeno, mirno z reakcijo Cimerman. Bomo videli, kako lahko odgovorijo gostje. Hutmajer, ki zaenkrat v tem drugem delu niso prikazali tega, kar so po večini kazali skozi celoten prvi polčas. Iz avta bo metal Borovnik. Cimerman mimo Korparja. Orlač, še vedno Orlač proti Majcnu. Zapravljena še ena priložnost domačih. Leskovec. Pravočasno Majcen, Orlač, veliko prostora ima Orlač na levi strani. Se v napad vključuje Živič, obramba Vidoška, še enkrat Živič, vratnica. Izid ostaja 1-0, domači so se razleteli po igrišču in Korotan je iz minute v minuto v vse večjih težavah. Živič. Na koncu izbija Hutmajer. Klarič na levo stran proti Triplatu. Še vedno Triplat.
Klarič vrača Korparju. Vidovšek. Hutmajer vrača Leskovcu. Grušovnik, vmešal se je Uroš Cesar, še vedno Cesar, prekršek Grušovnika. Rumeni karton bo prejel vezist Korotana, ki je s tem, lahko rečemo, pametnim prekrškom ustavil nov hiter protinapad domačega moštva. Živič. Cesar, ta znova proti Živiču. Nekoliko prehitra podaja je bila to Cesarja za Živiča. Leskovec. Leskovec proti Borovniku, ta je lepo videl tekajočega Kuzmo. Še vedno Kuzma, izbija Blaž Cesar. Pred Živičem Borovnik. Korotan pa v tej sezoni zaenkrat dosegel 10 zadetkov, prijeli so jih 12 s tem današnjim. Najboljši strelec moštva je Grega Triplat, ki se je podpisal pod 7 zadetkov, po enega so dodali Plesec, Štruc in Zavolovšek. Prijeli so tudi že 21 rumenih kartonov, največ 4 je zbral Lasnik, po 3 sledijo Grešovnik, Hutmajer, Klarič in Leskovec, rdečega pa še zaenkrat pri domačem moštvu oziroma pri gostujoči zasedbi, se opravičujem, niso prijeli. Največ 720 minut pa sta na igrišču pri Korotanu preživela Štruc in Vidovšek. Iz klopi je največkrat vstopil Paradiž, kar 7-krat, na obračunih Korotana pa se je do sedaj zbralo največ gledalcev, in sicer kar 1102 navijača sta si ogledala obračune prevaljskega moštva, od tega 620 na domačih in 500 na gostujočih preizkušnjah. Cimerman. Izbija Blaž Cesar, najvišji Leskovec, prekršek Živiča. Leskovec oziroma Štruc proti Triplatu, Triplat najvišji v skoku podaljšal je podajo proti Hutmajerju. Iz avta bo za Korotan metal Korpar. Grušovnik. Našel je Grešovnika, na koncu pa prekršek domačih in prosti strel za Korotan. Morda lahko gostje prav z tega standardnega položaja pridejo do kakšne priložnosti, morda celo do izenačenja, ob robu igrišča pa se pri Korotanu pripravljata prvi dve zamenjavi.
Izvedeni bosta po tem prostem strelu, izvedel ga bo Grešovnik. Grešovnik izbija Cesar, Borovnik. Borovnik s podajo proti Štrucu. Proti napad je povlekel Lipavšek, Živič, še vedno Živič, Živič v bloku Grušovnik. Orlač. Obležal je Živič, ki ima, kot vse kaže, nekaj manjših težav s krči. Medtem zamenjave iz igre pri gostih številko 14 Grešovnik, v igro pa je prišel številko 4 Vid Paradiž. Iz igre tudi številko 3 Hutmajer, v igro pa številko 5 Blaž Kovač. Zajc. Najvišji v skoku je bil Štruc. Grušovnik na desno stran proti Paradižu. Še vedno Paradiž pred vrata in na koncu na mesto obramba domačega moštva in to bo udarec iz kota za Korotan. Izbil je Sitar. Tokrat je izbil Pal, Cimerman. Na levi strani znova prihaja Živič. Živič v preigravanju. Klarič. Prekršek nad Klaričem, hitro so ta prosti strel želeli izvesti gostje. Leskovec. Znova Klarič. Borovnik. Klarič. Še vedno Klarič. Vrača Borovniku. Ta do Štruca. Kuzma. V napad se je vključil Korpar, našel ga je Kuzma. V obrambo pa se je vrnil Orlač, ki je storil prekršek nad Korparjem in še en prosti strel za Korotan.
izvedel ga bo številko 4 Paradiž. Zdaj, ko venje tiraj. Paradiž, oster predložek pred vrata, na mestu je bil Zajc. Ta je na levi strani takoj videl tekajočega Lipavška, a Borovnik se je omešal, še vedno Borovnik. Prekršek Lipavška. Prosti strel bo tokrat izvedel Klarič. Pravočasno znova je z vrat Zajc. Orlač in Borovnik, pametno se je postavil Borovnik, vrača Vidovšku, ta na kratko do Klariča, ta znova Borovniku. Korpar. Izdal ta triplat, iskal je Jeliča, ki je med tem v igro vstopil na mesto kapetana Kuzme. Klarič. Še vedno nekaj borbe, Borovnik se je na koncu optimistično odločil za strel z velike razdalje in še enkrat več brez večje nevarnosti za vratarja Zajca. Borovnik, domači so nekoliko popustili po tem zares izjemnem tempu v prvi polovici drugega polčasa. Po zadetku so si priigrali še nekaj lepih situacij za povišanje, potem pa je Korotan nekako prevzel pobudo, a zaenkrat še brez večje nevarnosti za vratarja Zajca. Prosti strel bo izvedel Štruc. Najvišji triplat, izbija Cesar. Triplat proti Jeliču. Jelič z ostro podajo, iskal je Paradiža. Uroš Cesar. Grušovnik. Paradiž, na mestu je bil Sitar. Borovnik vrača Štrucu. Leskovec.
Klarič, Triplat, proti napad je povlekel številko 6 Pal. Na koncu prekršek oziroma rumeni karton Leskovca. Pravočasno izvrat Vidovšek. Teče 76. minuta tega obračuna, zaenkrat še vedno 1-0, vodstvo s Cirkulan zadetkom v 57. minuti se je izkazal Cimerman, Korpar proti Leskovcu, veliko prostora ima Leskovec. Triplat, Grušovnik, znova Leskovec, nastrelja Orlača. Kajzer je krenil proti napad, ta takoj na levo stran proti Živiču. Živič prepušča Kajzerju. Živič, kot vse kaže, ima nekaj težav, vprašanje, če bo lahko nadaljeval s tem obračunom. Borovnik na desno stran proti Paradižu. Borovnik. Klarič je našel Štruca, a ta je bil v prepovedanem položaju. Živič, pokliči sodnika. Pa ne vreš več. David. Najvišji Štruc, Kajzer. Sudija, lahko redno! No, ti ide! Sudija! Borovnik. Nikoli neče, ni menjave, ga mora notki sli. Kajzer, Cimerman. Da se ni menjave, pusto. Majcen, še vedno Majcen. Majcen s podajo, našel je Lipavška, ta pa je zapravljal priložnost in izid ostaja 1-0. Ajmo, Kristjan, gremo, Kristjan. Ja, da sem bil zabit. Tako stane, pa da. Zamenjava v domačih vrstah iz igre Živič, v igro pa prihaja številko 7 Tomaž Brumen. Ajmo, Brumen, daj, gremo, Brumen. Cimerman, lepo je videl tekajočega Brumna, tokrat pa žoga prihaja do posesti Brumen. Brumen je na desni strani lepo videl Orlača, na koncu Borovnik.
Z napako v obrambi Orlač je sprožil, a mimo leve vratnice izid ostaja 1-0, sedaj v 2 minutah 2 sijajni priložnosti za Cirkulane, a ostali sta neizkoriščeni. Borovnik. Borovnik v ogenj pošilja Paradiža, vmešal se je Sitar, pametno. Sitar v naslednjem 10. krogu je znova na sporedu nekaj zares sijajnih obračunov, jasno v oči bode derbi vodilnih, ki se bo odvijal v Bistrici, kjer bodo domači gostili Rogaško. Gre za spopad, od katerega se pričakuje veliko. Obe moštvi igrata zelo gledljiv in napadalen stil nogometa, je pa res, da Bistrica, kar se tiče lestvice, kaže bolje od Rogaške, zato je zmaga za gostujočo zasedbo na nek način nujna, da se znova povsem enakovredno vključijo v boj za naslov in povratek v drugo slovensko nogometno ligo. Medtem je rumeni karton prejel Paradiž. Preoster je bil nad Urošem Cesarjem. Prosti strel bo za Cirkulane izvedel Sitar. Cimerman. Kajzer. Lepa podaja proti Brumnu, Brumen, vratnica! Še ena vratnica se trese in neverjetno, kaj priložnosti so Cirkulane že zapravili v tem drugem polčasu. Tudi Vidovšek, mislim, da je imel stik žogo pri tem strelu in nekako onemogočil žogi pot v mrežo. Da zaključim prejšnjo misel, kot že rečeno, v naslednjem krogu je znova pred nami nekaj zanimivih, vsaj tako se pričakuje, dvobojev. Korotan, ki je moštvo, ki lahko na svojem terenu premaga vsakega nasprotnika, ne glede na formo in stanje na lestvici, se bo udaril s Podvinci. Dejansko zelo pomemben obračun za ene in druge, saj bi si tako naredili že veliko prednost pred klubi, ki se bodo borili za obstanek, vendar nekaj podobnega jasno si želijo tudi Podvinci, zato se na obračunu med Korotanom in Podvinci pričakuje v naslednjem kolu res razborljiv dvoboj do zadnjega sodnikovega žvižga. Cirkulane pa bodo odšle na gostovanje v Šmarje, kjer jih čaka trd spopad z moštvom, ki se bori za obstanek. Vendar glede na prikazano v tej sezoni bi Cirkulane morale iz Šmarja oditi z vsemi 3 točkami. Tudi danes so domači prikazali zares dobro nogometno predstavo, si priigrali veliko število priložnosti in nekaj podobnega se pričakuje tudi v naslednjem krogu proti Šmarjam. Zreče bodo vlogo favorita poskušali vknjižiti na domačem terenu proti Dobrovcam. Gre za obračun med ekipama, ki sta v povsem drugačnem položaju. Zreče svojo čvrsto obrambo redno nabirajo točke in so v zgornjem delu lestvice, medtem ko imajo Dobrovce največ težav prav v obrambi, kjer prejemajo enostavno preveč zadetkov, a če bodo želeli nogometaši iz Dravskega polja obstati v tretjeligaški konkurenci, bodo morali pričeti z nabiranjem točk. Dravograd, ki je v zadnjem času znova nekoliko dvignil svojo formo, bo v 10. krogu gostil celjski Šampion. Obe moštvi potrebujeta točke, domači za priključitev vrhu, gostje za mirnejše nadaljevanje, kar se tiče obstanka v ligi. Videm, ki pa mu na vsakem obračunu nekaj malega zmanjka, da bi osvojili kakšno točko.
bo odšel na gostovanje k Dravinji. Dravinčani pa igrajo po sistemu toplo-hladno, tako nikoli ne veš, kaj dejansko lahko pričuješ od zasedbe z Dobrave pri Slovenskih Konjicah. Na dober dan lahko premagajo vsakega nasprotnika, na slab dan pa doživijo poraz tudi proti tekmecem, ki so vsaj na papirju slabši nasprotnik, in zanimivo bo videti, kako se bo odvijalo vse skupaj proti Vidmu. Na levi strani ima veliko prostora Brumen. Na koncu vendarle do posesti Brumen. Še vedno Brumen. Brumen, zgrešil je žogo Brumen in izid ostaja 1-0. Na levi strani ima veliko prostora Jelič. Jelič v kazenski prostor je poslal visoko žogo, a ta ni prišla do nobenega izmed njegovih soigralcev. Mirno je žogo ujel Zajc. Borovnik. Triplat. Triplat je lepo našel Kovača. Kovač strelja! Hitro so to odigrali gostje, ki so še na nek način v igri za točke na tem obračunu, čeprav so imeli domači v tem drugem delu res veliko število priložnosti, a na koncu zgolj eno izkoristili ter tako pustili ta obračun odprt do zadnjega sodnikovega žvižga. Borovnik izbija Uroš Cesar. Najvišji v skoku Triplat. Orlač na desno stran, kjer je našel Lipavška. Lipavšek je želel izsiliti prekršek, glavni sodnik ni nasedel, na koncu pa preoster vezist Cirkulan. Leskovec proti Triplatu, izbija Cesar, nespameten prekršek je na koncu storil Paradiž. Teče 89. minuta tega obračuna, prosti strel za domače bo izvedel Zajc. Prekršek Cimermana. Izbija Cesar, Orlač. Še vedno Orlač v samostojni akciji. Klarič proti Kovaču, toda premočna je bila ta podaja Klariča. Vidovšek.
Ponudil se Klarič. Klarič do Leskovca. Leskovec proti Triplatu. Triplat v priložnosti in nevarno je bilo sedaj pred vrati domačega vratarja Zajca. V priložnosti se je znašel Triplat, menjava pa med tem v domačih vrstah iz igre številko 11. Orlač, v igro pa prihaja številko 13. Timi Kolednik. Klarič, Jelič. Jelič spodal prostor proti Kovaču. Kovač strelja. Izenačenje 1-1. Korotan je, kot vse kaže, prišel do točke na tem gostovanju v Cirkulanah, ko so domači imeli kontrolo nad srečanjem, bili boljši v tem drugem polčasu, zapravljali priložnost za priložnost, na koncu pa Kovač mirno v 90. minuti za izenačenje na 1-1. Bomo videli, kaj še nam obe moštvi pripravljata za zaključek. Zagotovo še bo glavni sodnik pustil kakšno minuto, dve v bloku Kovač. Sedaj so gostje dobili krila Triplat, Jelič. Jelič s podajo na desno stran, kjer je iskal Paradiža, izbija Cesar. Ali lahko gostje dejansko pridejo do popolnega preobrata? Borovnik bo izvedbo avta prepustil Triplatu. Triplat na kratko. Še vedno Triplat v bloku, Sitar in udarec iz kota za Prevaljčane. Ali lahko pridejo celo do popolnega preobrata? Udarec iz kota bo izvedel številko 4 Paradiž. Paradiž, najvišji v skoku domači nogometaši. Klarič, znova Paradižu, a ta se je znašel v prepovedanem položaju. Glavni sodnik pa je med tem odpiskal konec tega obračuna. Domači so imeli v tem drugem polčasu res veliko priložnosti. V 57. prišli do vodstva preko Cimermana, na koncu pa v 90. izenačenje gostov preko rezervista Kovača. In še enkrat več se je izkazal rek, kdor ne da, dobi na koncu delitvijo točk, s katero so zagotovo dosti bolj zadovoljni v taboru gostov. Z moje strani je bilo to za danes vse. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.